Zdaj, po mojem, naslednja stvar, ki jo moramo, ko smo tudi že večkrat načeli, ampak vsakič, ko se nečesa lotaš, saj imamo pač korake, po katerih gledaš, ampak pridemo do nekih izzivov. Kaj so tisti izzivi, na katere se lahko že vnaprej pripravimo, Darja? Mislim, prvi izziv ali pa tak največji izziv, ki ga podjetja vidijo, je po mojem v tej personalizaciji vsebine. A ne? Veliko se govori o personalizaciji, ampak se tako, ko si me ti prej vprašal, koliko res personalizirati je potrebno. A ne? Zdaj, medva si lahko to ful različno predstavljala. Lahko si jaz predstavljam, da moraš čisto za vsako osebo pripraviti svojo vsebino, ne? Lahko pa si predstavljava tako, da bomo vzeli neko vsebino, pa bomo sam nagovor spremenili, ali pa bomo pripravili neko poročilo za podjetje, pa bomo to pol pač različno razpošiljali in nagovarjali ljudi. Pri tej personalizaciji vsebine je, se mi zdi, kar velik izziv, ker si ljudje ne znajo predstavljati, kaj danes že lahko ti tehnologija pomaga narediti, da ni treba vse sam ročno in za vsakega posebej napisati na novo. Ne? Ta izziv. Potem drugi izziv je čist tak človeški, se pravi med prodajo in marketingom, ki sta nujna za ta pristop, da je uspešen. Ponavadi ni neke take prave kemije, se mi zdi, da tako vsak malo podcenjuje, morda prezira ta drugega, vsak vidi, v čem je on dober, pa ne priznava čisto nekih dosežkov ta drugih ekip. In pa je težko skupaj delati, ker tukaj pa res, če se oba skupaj ne dogovorita, je tole najin skupni cilj, ne pa to je moj vrtiček, to pa tvoj, pa tole ne bo uspešno. Ne. Tretji izziv je ravno ta razširitev na to, da ne ostaneš na 10 podjetjih, ker če bi rabil dobiti sam 10 podjetij, potem res mogoče ne rabiš vse te tehnologije, ampak naredi to na roke, se prodajniki to čist intuitivno že delajo. In kako zdaj res skala, da boš lahko to uporabljal za 100,000, to, kar jih ti želiš nagovoriti podjetji oziroma ljudi. Zadnji izziv pa mogoče v tem, se mi zdi, da vsi danes se strinjamo, v B2B razumemo to, da če smo si zadali, da to so naše neke ciljne stranke, take si želimo dobiti, želimo si jih, ni tako, da ne, saj izberemo samo tiste, ki nam zgledajo najbolj mikavne. Ampak trg nas kar uspe nekako premamiti v neke druge vode, to se tudi na Frodixu dogaja, kar nekako vidimo tam nekje druge neko priložnost, nismo najbolj fit, ampak ne bi jo radi izpustili, zdaj bomo pa kar veliko fokusa dali v to. Mogoče nismo bili najboljši fit na koncu, ampak hiter nekega prodajnika, zavede ali pa neko ekipo malo zavede, pa ta fokus na te stranke, ki smo rekli, to je naš ta kor, to bomo šli nekako kar malo zvodeni. Ja, se strinjam, da po podjetjih včasih tako, veš, sploh prodajniki imajo neprodajne številke, pa vidijo, zdaj tega, nekdo se mi je, tole bomo zdaj zaprli hiter in pol, ampak škaj, v bistvu en korak je še prej, si rekla, da imate marketing pa prodaja tako usklajene cilje, Pa vemo, da to se ne morajo vedno strinjati, pa prej smo rekli, da imajo pomisleke, da jim dobre lide pa to peljajo. Zdaj recimo imaš te delavnice, a priješ v podjetje, ko se lotaš tega, veš, poseješ jih za isto mizo, prvič mora biti ta mindset, da ni vseh teh skeptikov pa vsega, ampak tudi te, ki so, kako se tega lotaš? Ja, mislim, že preden pridem v podjetje, v bistvu probam zagotoviti, da res pridajo vsi na te delavnice, zaradi tega, ker kakorkoli pogledaš, nas nekdo angažira, pa je to lahko marketing ali pa nekdo iz prodaje, in ni nujno, da vključi vse, ker mislijo, vse to je za mene, to je za mojo ekipo, tako da najprej, da res pridajo. Pa druga stvar, ki pa se mi zdi, da najbolj deluje, je pa to, da jih navdušaš nad tem, kaj bi lahko dosegala. Zaradi tega, ker ljudje, ki so navdušeni in imajo voljo in imajo zagon, bojo šli skupaj naprej. Če so tukaj, če imajo ful slabe odnose, pač tudi, če jih navdušen, vsakega posebej ne bomo uspešni.
Ampak ne, če jih navdušaš, pa imaš vsaj dobro neko izhodišče, zdaj pa oni pa vsem se morajo med sabo nekako dogovoriti, to je najin skupni cilj, medva bova skupaj šla v to in vsak mora dosti dobro razumeti, kaj bo on doprinesel, kaj je njegova vloga, kaj pa od nekoga drugega, se pravi, medva se morava strinjati. Ti mi povej, kakšno vsebino rabiš, jaz ti jo bom pripravila, ti boš pa vzel, pa boš pa ti naprej pošiljal ta pravim ljudem, ali pa boš ti, jaz ti pripravim sekvenco, sam ti jo aktiviri, ko bo ta prav trenutek. Tako da se mi zdi tudi to pomembno. Oba dva razumeva, kako bova prišla do tega cilja, kaj je vloga od vsadzga, sva pripravljena, ok, gremo. Ok, cool. Še eno vprašanje, zdaj, ko si GDPR pa ABM pa te stvari, zdaj smo razlagali, do posameznika prideš, pa točno njemu personaliziraš stvari. A rabiš soglasje? Ali ne? Mislim, ta večna dilema. Ja, GDPR je pač neka direktiva, ki nas v B2C-ju pač zelo ne omejuje, ampak zelo nas okvirja v kako lahko in smemo komunicirati z potrošniki, V B2B-ju je pa vseeno malo drugače, v B2B-ju nam je več možnosti odprtih, če mi najdemo nek javno objavljen e-mail naslov, potem ga lahko uporabimo. V B2C-ju, moj e-mail mogoče lahko najdeš kje, ampak kar glej ga, nič ne smeš z njem narediti, V B2B-ju pa lahko uporabiš ta javno objavljeni e-mail naslov. Vseeno naši data protection officerji pravijo, da si še print screen narediti za vsak slučaj, zaradi tega, ker lahko se ti kdo pritoži, ampak ti, če imaš dokaz, da je bil ta e-mail javno objavljen, imaš argumentacijo, da si ga lahko nagovoril. Tudi ne samo neko info, ne samo nek infomail, ampak čisto konkretno darja.grabašek@frodnix.com. Če je javno objavljen, lahko uporabiš in lahko direktno kontaktiraš. Še zmeri pa mi v teh nadaljnih aktivnostih bomo predvideli neke konverzijske forme, da bomo tudi od tega človeka dobili soglasje. Mi si vseeno želimo tukaj kar nekaj časa to uporabljati in ne bomo kar z tega spustili, ampak za začetek pa čisto dovolj. Plus stvar, ki je pomembna, odjavo moraš še vedno omogočati. Torej, tukaj GDPR ali pa kakorkoli ta stvar še vedno velja. Če se ti nek B2B kontakt odjavi, ga potem ne smeš reči, da si ga pa še enkrat najdu. Ja.